Lepo pozdravljeni. Za prvi video sem vam pripravila nekaj različnih embalaž, ki jih lahko pogledamo skozi matematične oči in rečemo, da so geometrijska telesa, med katerimi imamo dva vsiljivca, ki nista prizme, in ostale, ki so prizme. Tako da za začetek bi najprej poskusili poiskati tista dva vsiljivca in vam mogoče malo bolj približam, da vidite lepše. Zanemarili bomo eno stvar, ne? Zdaj, tukaj sem se spomnila na Davida, on bi sigurno komentiral, ne, da kaj pa zdaj to. Torej, te robovčke bomo zanemarili, bomo rekli, kot da jih ni, in bomo to vzeli kot celo telo, ki ima enake cele ploskve. Torej, kaj od tukaj ne bi bila prizma? Vemo, da prizma ima dve vzporedni ploskvi, ki sta skladni, torej dva enaka lika, in okrog imamo pa pravokotnike, ki so lahko skladni ali pa tudi ne. Se pravi, osnovna ploskev na vrhu spodaj in okrog pravokotniki, ki sestavljajo plašč. Upam, da ste zdaj že našli telo, ki ni prizma. Zelo bode v oči ta, ne? Vidimo, da nima vzporednih, oziroma lahko ima vzporedne ta in spodnja, ampak nista skladni. Spodnja je manjša kot zgornja, upam, da to vidite. Tako da to bi zaenkrat kar izločili, to ni prizma, ne? In še ena, ki bo mogoče lepše vidna od tukaj, tale sojin napitek tukaj, ima zgornjo, ne? Če pogledamo z vrha, tako vam bo verjetno lažje, torej nista vzporedni ta in ta osnovna ploskev. Torej tudi to lahko odstranimo in imamo zdaj ostala telesa, ki pa so vsa prizme. Sedaj jih lahko razvrščamo glede na osnovno ploskev, ne? Tukaj imamo eno veliko škatlo, ki, če jo pogledamo z vrha, vidimo, da ima za osnovno ploskev pravilen šestkotnik. In tudi te Mozartove kroglice, ki so žal prazne, vidimo, ne, da če ga postavimo malo drugače, je tudi šeststrana, celo pravilna šeststrana prizma. Torej, tukaj smo zdaj dobili dve telesi, ki imata podobni osnovni ploskvi. Gremo naprej. Za tri strane prizme sem imela malo težav doma. Če bi šla lahko v trgovino, bi vzela tisti Toblerone, ne vem, kako se izgovori prav, čokoladico, ki ima za embalažo tako tristrano prizmo. Tako da sem jo pa zdaj naredila na hitro in imamo eno tristrano prizmo. Torej, tudi to damo zdaj posebej. Imamo zdaj tristrano prizmo, šeststrane prizme in vse ostale pa so štiristrane prizme. Zdaj, dajmo to še pravilno postaviti na osnovno ploskev, da bo, vidimo, da je osnovna ploskev kvadrat. Zato bomo tukaj še vse tiste prizme, ki imajo osnovno ploskev kvadrat, torej še ta škatlica tukaj, pa tudi ta, in še, ne, ta pa je že pravokotnik. Ta je pravokotnik, torej te so pa spet posebej. In zdaj, če pogledamo, kako smo razvrstili te različne prizme, imamo torej prizmo, ki ima za osnovno ploskev trikotnik. Postavljena je sicer tako, da je na plašču, ampak to ne spremeni njenih lastnosti, ne? Še vedno ima dve osnovni ploskvi, ki sta vzporedni in skladni, in plašč, ki je sestavljen iz pravokotnikov. Torej, ena šeststrane, ki ima spodaj in zgoraj enako osnovno ploskev, in okrog spet vidimo pravokotnike. Če pogledamo z vrha, pravokotnik, pravokotnik, pravokotnik in tako dalje. Tukaj navadne štiristrane prizme, ki imajo različne osnovne ploskve, lahko jih tudi različno postavimo. Tukaj je lahko to zdaj osnovna ploskev. Pri kvadrih, ki so ene posebne vrste prizem, je pravzaprav vseeno, kako jih postavimo, in ima lahko različne osnovne ploskve. Podobno tudi za te, ki smo rekli pa, da so pravilne štiri strane, ker imajo za osnovno ploskev pravilen štirikotnik.